Spoštovani gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Kdo ne pozna Anje Bukovec, tiste violinistke, ki je včasih igrala bossa, ki je pravzaprav tako živahna na odru, da človek se sprašuje, kako pa sploh lahko igra, saj zraven se še giblje in vse ostalo. In danes jo imamo v studiu, na svoje veliko veselje. Pozdravljeni, gospa Bukovčeva. Dober dan. Violinistka, odkot veselje, ljubezen do violine? Še sama se ne spomnim, ker začela sem zelo zgodaj, tako da mislim, da sem samo začutila, da imam rada glasbo in so me starši pisali v glasbeno šolo in slučajno se je tako zgodilo, da je tisto leto bila na razpolago violine in so mi rekla, boš violino in sem rekla ja. In to je to. Ljubezen na prvi pogled. Kaj pa recimo pri violini, ali ni ravno pri godalih pravzaprav ta občutek za nek absolutni posluh zelo pomemben? Zdaj, absolutni posluh v smislu tega, da prepoznaš takoj, za kateri ton se gre, nima tukaj nobene veze. Posluh sam po sebi se lahko tudi vadi, se pravi, da ga lahko treniraš in se izboljšuje, ampak ne potrebuješ absolutnega posluha, niti za violino, niti za katerikoli drugi instrument. Seveda pomaga pri nekaterih stvareh, lahko pa tudi moti pri nekaterih stvareh. Naprimer, če imaš kakšne situacije, kjer moraš intonacijo prilagajati ali pa transponirati ali pa v momentu odreagirati, se kaj zgodi, pa moraš kaj spremeniti, tisti, ki pričakuje, da bo slišal ton, ki ga vidi v notah, ga lahko to zelo moti. Včasih moraš igrati kaj drugega. Pač situacija zahteva improvizacijo. Glejte, se dostikrat zgodi, recimo sprašujem se tudi, namreč jaz sem velika ljubiteljica glasbe, nisem pa neka profesionalna poznavalka, tako da če mi kdo igra kakšen napačen ton, to mene zagotovo ne moti. Ampak recimo takole, ko umetnik pride na oder, ali je prisoten ta strah, da bi se zmotil? Odvisno od umetnika. Kako recimo z vami? Za mene? Jaz imam zmeraj malo treme, moram priznati. Sicer se to zdaj že malo spreminja. Tudi je odvisno od obdobij. Imaš obdobje, ko si na odru večkrat zaporedoma, se pravi, če imaš kakšno turnejo oziroma več nastopov zaporednih, vsakič ti je lažje. Zaradi tega, ker nekako priješ v ta občutek na odru, pač čas drugače teče, vse drugače dojemaš, tudi sam ga drugače dojemaš, slišiš stvari drugače, tako da če imaš več nastopov zaporedoma, ti to rata lažje. Če pa so kakšna obdobja, kjer imaš mogoče več časa med enim ali drugim nastopom, potem pa to je pa ta prisotnost te treme, tega vznemirjenja majčkeno večja, no? Ker se kot da se vsakeč znova navajaš na eno in isto situacijo. Vsakeč je drugače. Sploh ne moreš reči, da je to neka rutina, ker ni nikoli rutina, ker nikoli ne veš, ko boš stopil na oder točno, kaj se dogaja, začutiti moraš energijo, ki je v prostoru, začutiti moraš ljudi, ki so v prostoru, sam sebe moraš v končni fazi osvoboditi vseh tistih stvari, ki se ti trenutno v glavi vrtijo. Jaz imam na primer to, da meni misli takrat tečejo zelo hitro, preden začnem, ne, to je v koleščki v glavi nekontrolirano delajo po svoje, tako da rabim par, recimo minuto ali pa mogoče malo manj, da najdeš tisti center in potem, ko steče. Ker potem je pa samo še pogovor med vami in inštrumentom. Tako, ja. Najhujši so tisti nastopi, naprimer, kjer nimaš, v bistvu, kakorkoli neumno se sliši, ampak koncert je nekaj najbolj naravnega in tudi imaš čas, da absorbiraš vse, kar se pač dogaja v prostoru in začneš živeti s tem trenutkom. In potem je to tudi glasba teče in lahko uživaš. Najhujši so tisti nastopi, kjer imaš pavzo vmes, naprimer imaš skladbo, kakšne prireditve, naprimer. Skladba, govor 10 minut, skladba, govor 15 minut, ker v bistvu se priklopiš in se moraš izklopiti in se vsakeč znova priklapljaš. In to je za dušo in za telo zelo naporno, pa tudi za ta tok, ne, ti ga skozi ga prekineš. Kar naprej ga prekinjaš in je seveda ena posebna vrsta koncentracije potrebna v teh trenutkih, da se na slap of a finger spet priklopiš noter in končaš in spet priklopiš in končaš. Poglejte, zanimivo, ne? Z nekega laičnega pogleda bi človek rekel, da je to lažje. Odigraš recimo krajšo skladbico, pa si potem spet imaš pauzo, se lahko pripraviš na naslednjo. Recimo dejansko en tak koncert violinski pa traja kar dobre pol ure, mogoče tudi 40 minut recimo, mogoče kakšen tudi dalj, težko bi zdaj le rekla. To pomeni pa pravzaprav tisto koncentracijo, tako
tako zelo dolgo. Ali zaradi tega lahko rečemo, da je zares uspešnih umetnikov relativno malo proti temu, kako ogromno je zagotovo dobrih violinistov po orkestrih? Jaz mislim, da se ta številka tudi posledično zaradi interneta in zaradi vse te komunikacije, ki jo imamo trenutno pač na voljo, katere pred 20 leti pač, ali pa 25 še ni bilo, 20 že, ja. Tako da se ta trend tudi spreminja, tudi več glasbenikov dobiva možnosti, ampak je posledično tudi konkurenca za to večja. In zdaj jaz poznam ogromno kvalitetnih glasbenikov, ki tudi ustvarjajo čudovito glasbo, ampak mogoče ne dobijo priložnosti ta prave, tako da se veliko enostavno predstavljajo, delajo vse, ampak je ta kapaciteta teh ljudi toliko ogromna, da enostavno ne moreš biti na tolikih koncih istočasno. Se pravi, da to je en aspekt te stvari. Druga stvar pa je seveda tudi nek poseben talent, ki ga moraš imeti, da zdržiš ta psihični pritisk, ki je psihični pritisk, iti na oder pred toliko in toliko tisoč ljudi. Moraš imeti kar dosti železne živce, oziroma moraš nekako v tem seveda tudi uživati. Majčken ekshibicionista pač moraš biti, če stopiš na oder in razgaljaš svojo dušo tako ali pa drugače. Mi jo pač na ta način, kakšen umetnik ne drugačen. Ampak jaz mislim, da tisti največji umetniki ne samo, da so bili že v začetku super vodeni, da so bili blazno talentirani in da so najbrž res pošteno garali, gotovo so imeli tudi kanček sreče in pa to kontinuiteto tega ustvarjanja, da so zmeraj predstavili svojo kvaliteto na visokem nivoju. Se pravi, vzdrževati ta nivo, to je tista najtežja stvar in veliki umetniki so tisti, ki to zmorejo, naprimer. Poglejte, zanimivo, recimo, ko sem na res dobrem koncertu, ki mi seže v dušo. Tudi to je težko reči, zakaj eden seže v dušo, drug pa ne, ne? To je čisto individualno. Tako, individualno, ampak vendarle, recimo, če bi lahko spravila to na nek skupni imenovalec in zato je to vprašanje, ki leti konkretno na vas. Občutek imam, da je najboljši tisti koncert, kjer umetnik igra predvsem zase. Kjer imaš občutek, da se dejansko odklopi od vsega in neskončno uživa, prisluškuje, govorimo o violinistih, prisluškuje tistemu zvoku, ki se mu ob ušesu nekako odvija in takrat se mi zdi, da dejansko tudi publika pade noter. Kako vi to doživljate? Igrate predvsem zase? Se lahko takrat nekako odklopite od teh zunanjih dejavnikov? Če imam srečo, ja. Ampak seveda ni vsak, se pravim, trenutki na odru so zmeraj drugačni in dostikrat enostavno nisi v psihofizični kondiciji ravno tisti dan tako, da bi lahko zdaj to povezavo tako lepo začutil, brez da bi se pustil zmest od katerega koli drugega zunanjega dejavnika. Ali si to ti sam, ne? Pač včasih sam sebi narediš, bom rekla večinokrat sam sebi narediš največ komplikacij in problemov, ne? Ali je to kakšna druga stvar, ki te zmoti, ampak mislim, če se ti to dogaja večkrat, je to to. To je točno ta moment, ki ga lahko pač opišeš. Jaz ga z besedami ne znam opisati, tako da to vam žal ne bom mogla povedati. Ampak takrat pač se po večini niti ne spomniš, kaj se je dogajalo. Pač veš, da si igral in veš, da spomniš se seveda stvari, ne? Ampak ne obremenjuješ se z ničemer, zaradi tega, ker dejansko res samo prevajaš glasbo, ne? In to je pač tisto, kar je najbolj, k temu stremimo vsi najbolj, k čim več takim momentom, ampak kot pravim, ni zmeraj vse tako, no. Žal, pač so druge stvari, ki tudi včasih vplivajo. Starejši, ko si pol še toliko bolj. Otroci, se spomnim, ko sem bila mlajša, ko še nisem bila toliko, bom rekla, kako ne rečem, v realnem življenju, ko sem še stvari drugače dojemala in jaz sem bila zmeraj zelo romantična duša, ko sem bila mlajša, še 100-krat bolj, kot sem zdaj. In sem imela tudi takšne momente, kjer sem dejansko bila popolnoma neobremenjena in prvega takega momenta se spomnim res tako, da se ga spomnim, ko sem bila stara 14 let, ki je bil res ultimativen. Tako da mislim, da sem takrat točno vedela. Verjetno huronski aplavz potakam, ne?
A veste, da se niti ne spomnim? Ne spomnite, ne? Mislim, človek v bistvu je to ena, ja. kako se bo čudno slišati, to je ena taka mal drogica, to adrenalin ti proizvede en tak čuden feromon, katerega potem bi, ampak to je čisto naravno, kar se dogaja. Seveda. Tako da je, si ga želiš še več. Ste zasvojeni z glasbo? Zdaj le ste nekako malo omenili. Sem zasvojena z glasbo, se to mogoče včasih malo zna biti tudi dosti boleče, če si zasvojen s katerokoli stvarjo. Če si zasvojen s katerokoli stvarjo, ni dobro. Ni vedno dobro. Ne, ni vedno dobro. Tudi z glasbo včasih pač je tako, da tista stvar, ki ti povzroča največ užitka, ti povzroča tudi največ bolečine. To pa zagotovo. To je pač tako. Višje kot letimo, nižje pademo. Ja, točno tako. To je to. Ampak toliko v življenju ni dolg čas. Si predstavljate nekoga, ki je vedno v neki suhi sivini, brez padcev, brez vzponov. Pravzaprav res en velik dolg čas. Moram priznati, da meni v življenju res ni dolg čas. Čeprav za enega zunanjega opazovalca, če bi opazoval moj vsakdanjik, pa moje življenje, bi si res mislil, da ta pa toliko dolgočasno je, sploh ne vem kaj. Zakaj pa to? Zato, ker vsak dan vadite? Ja, pa zato, ker kaj berem, pa zato, ker rada malo tako športam, pa zato, ker imam neke svoje rutine, pa tako res zelo, kako ne rečem, zelo nespektakularno življenje imam, res. Ampak imate pa tudi muco? To pa imam, ja. Ampak z živaljo pa življenje postaja bolj zanimivo. Namreč, če živimo z živaljo, vendarle se moramo tudi prilagajati na nek drug način. Absolutno. Kako pa shajate z vašo mucko? Zelo v redu, midve so zelo povezane, imava tudi svoje momente. Ravno zdaj v teh zadnjih dneh, ko se mi pogovarjamo, ima nek moment, da je blazno sitna in tudi jaz nimam glih ravno pravega potrpljenja v zadnjih 2 dneh in potem se malo kregava in potem jo oponašam in je zdaj dejansko se pogovarjava. Mislim, res je fascinantna, stara je 10-11 let in zdaj spet spreminja svoje obnašanje spreminja, še zmeraj. In mi je blazno fascinantna in ful je luškana. In ravno včeraj sem jo spet slikala, doskrat gre spat v mojo violinsko škatlo, ki imam tam odprto, jaz vežbam in se prav, ker je to taka srčkasta oblika, se prav namontira s tisto svojo puhasto ritko in glavco tako in tako res mislim, že samo to, da jo gledam vsak dan, ko pridem domov, vsak dan stoji pri vratih in me čakam in sem pure love. Lepo. Ja. Poglejte, recimo igranje violine pravzaprav zahteva neko nenaravno držo in če igrate vsak dan in igrate zagotovo vsak dan in najbrž tudi ne samo pol ure, ampak je to ure in ure vaje, ali dejansko prihaja do kakšnih recimo deformacij, mogoče bolečin v telesu? Če pač ne poskrbiš za svoje telo, da mu daš tisto, kar zahteva, potem absolutno slej ko prej pride do kakšnih deformacij in bolečin. Tako da jaz se pač s tem namenom trudim, da se vsakodnevno športom ukvarjam, razne masaže, razne sprostitvene tehnike, spomnim se moraš pač čim bolj kreativno sprobati stvari, ki ti pašejo in tudi svojim malim učencem, takrat, ko sem jih še učila, sem to poskušala predstaviti na ta način, da bi to čim bolj sprejela, ampak je težko, ker so pač majhni, se spomnim, kako sem bila jaz, ko sem bila majhna. Tako da nasplošno se mi zdi to popolnoma enako pomembno kot sama vaja instrumenta. Na isti tehnici, čist ekvivalentno. Se pravi, če vežbaš recimo 2-3 ure, vsaj 1 uro športa na dan. Vsaj 1 uro. In to dnevno. Tako da pač se moraš zorganizirati. In to tudi spada k sami vaji. Največja zmota je bila zmeri, tudi ko sem nasod, naprimer, pri mojem študiju, ali pa to je bila neka taka nepisano pravilo v bistvu, da več, ko boš vežbal, boljši boš. Kakšna zmota? Več, ko boš vežbal, če ne boš vežbal z glavo, več škode si boš naredil. Tako da treba je vežbati kot prvo kvalitetno, ne kot nek zbleznjeni norec, ure in ure in ure, ker nikamor ne prideš. Človeški možgani imajo kapaciteto za toliko in toliko časa, s takimi pavzami, takrat lahko absorbiraš največ informacij z dobrim vežbanjem in potem pejt ven, na luft, v shopping, žogo brcati, v hribe, neki, da se pač preluftaš in tudi spanje je zelo pomembno, naprimer. Vse stvari, ki se jih naučiš med samo vajo,
se v bistvu absorbirajo takrat, ko ne vadiš, se pravi, ko počivaš. Ja, tako kot tudi učenje, ne? Pravijo, učiti se prejšnji dan in potem preko noči se to znanje usede. Isto je z vajo. Se je težko učiti na pamet, toliko not recimo. In to še zaporedje. Nikoli ne smete zgrešiti? Ja, zdaj si že kar malo dovolj, moram priznati. Zdaj že kar, če pač odnese po svoje, pač je neka posebna vrsta treninga tudi bila na moji poti, ker sem veliko stvari sprobavala, da sem se to tudi naučila in sem zelo hvaležna. Kako zimprovizirati, da lahko človek potegne spet naprej. Sem zelo hvaležna za te izkušnje. Ne bom rekla, da sem še izvedena v improvizaciji, daleč od tega, ker pravi improvizatorji to obvladajo. Tako da jaz se še bolj igram s temi stvarmi, ampak mi je v veselje. Da pa se vrnem na vaše vprašanje, ki pa je bilo kakšno? V bistvu za telo, ne? Oziroma za učenje, vajo, trening, šport. Pravzaprav lahko nehava s tem vprašanjem. Saj ste povedali že tisto, kar je bilo zanimivo. Šlo je za to, recimo, kako to vpliva ta nenaravna drža v bistvu na telo. Se pravi, s kakšnim športom se ukvarjate? Kaj počnete recimo za to, da se lahko razbremenite po igranju? V glavnem bom rekla, imam specifične vaje za zgornji del telesa. To pač je treba se majčkeno izobraziti pa pozanimati. Mogoče dobiš kakšen sistem prav za specifične mišične skupine, ki so pri nas najbolj obremenjene, veliko razteznih vaj. Rada tudi tečem, zdaj po zimi sicer malo manj, zaradi tega, ker to mi ni všeč v mrazu in ko nek dedek mraz zadekan po tistem ledu. Plavam sicer tudi, ampak ne bom rekla, da redno. Imam nek svoj sistem telovadbe, ki ga pač prakticiram, bom rekla, prav nek urnik ali pa vaje, ki so prav specifične, narejene za mene, tako da se pač razgibam in usposobim telo za vajo. Zdaj se bova lotili vprašanja 5 vaših dobrih lastnosti. Marsikaj ste zdaj že povedali. Jaz bi jih verjetno vsaj 3-4 že potegnila ven iz tega. Ampak me zanima, kako vidite sebe. Bom čisto iskreno povedala, da sem imela pač par dni, da o tem malo razmislim in sem res rekla, pa za Boga, 5, kje ne jih zdaj 5 najdem. Mogoče bom rekla, vztrajnost, ko sem malo razmišljala, morala sem se zelo poglobiti v sebe, malo sem razmišljala vztrajnost. Potem bom rekla, ljubezen do živali, zagotovo. Kaj še? Iskrena sem, se mi zdi, da tudi kar, pa ne zaradi tega, ker bi to zdaj pač, enostavno pač takšna sem, ne morem si pomagati, včasih bi bilo bolj, da sem tiho, ampak. Potem, kaj je še? Disciplinirana. To sem jaz recimo. Ja, verjetno je, namreč glede na vaš način življenja. Tukaj, če ne bi bili disciplinirani, pravzaprav kot umetnik ne moreš obstati. Mislim, da sem tudi, kako naj temu rečem, zelo, a je to svobodomiselnost mogoče, zelo rada imam svobodo in ljudem okoli mene zmeri pustim, da so to, kar so, oziroma da so svobodni v tem, kar čutijo in kako funkcionirajo, seveda pa isto stvar zahtevam tudi za sebe. Poglejte, lahko rečeva, da zato živite v izvenzakonski zvezi, da niste poročeni. Recimo, po drugi strani pa spet ta občutek svobode, da ga dovolimo drugim, pravzaprav to izhaja tudi iz neke naše notranje širine. Mogoče, ja. Mislim, jaz to dejansko se mi zdi ena pomembnejših stvari v življenju, dejansko skoraj najpomembnejša, ne glede na to, kaj se ti dogaja v življenju, ne glede na to, kakšne situacije dobivaš na dnevni bazi, na pot, da enostavno ohraniš to svobodo v sebi. To zdaj ne pomeni, da blodiš kot neko zgubljeno bitje in zdaj sem pa svobodna, lahko delam, kar hočem, daleč od tega. Da delaš, kar hočeš, ni svoboda. Da svoboda je v tem, da si iskren do sebe, da lahko čutiš to, kar čutiš, da si dovoliš, da čutiš tako, kot čutiš, da se ne ustrašiš stvari, ki pridejo, da si iznajdljiv, da lahko improviziraš v življenju. To je za mene svoboda, da si pač
iznajdljiv v življenju. Ne da sam sebe tako omejiš, da enostavno da si sam sebi največji sovražnik. No. Jaz bom rekla, da sem s tem imela mogoče v življenju velikrat težave, ravno zaradi te discipline, ki ste jo prej omenila, da sem od sebe zahtevala ogromno, mogoče večkrat preveč, kot sem bila dejansko v tistem trenutku zmožna, in sem se zaradi tega potem tudi tepla, ker rezultat ni bil takšen, kot sem si jaz. To je ta perfekcionizem, disciplina, kakorkoli že človek želi to opisati. Ampak zato sem ta občutek svobode začela še toliko bolj ceniti, ko sem ga začela spoznavati iz tega vidika. Svoboda gibanja tudi, na primer. Zato sem tudi rada umetnik na svobodi, jaz temu rečem. Bosa v gibanju, ne pravzaprav tam nekje statično v mikrofonu. Bosa sicer zdaj nisem že vrsto let, zaradi tega, ker pač sem začela skrbeti za svoje počutje tako in drugače, če te zebe nima nobenega smisla, si ne koristiš v nobenem primeru. Tako da sem pač zamenjala te stvari za ene malo bolj udobne copatke. To gibanje, da si lahko cenim to, zato sem tudi rada aktivna, fizično in v glavi sem zelo aktivna, tudi po noči. Kakšni so pa vaši načrti za bodočnost? Ostati umetnica, postati žena, mati, ne vem, kaj je pravzaprav tisto, kar danes v tem trenutku, se ljudje potem spreminjamo prioritete. Ampak vendarle, danes v tem trenutku, kaj je tisto, k čemur recimo stremite, težite, čemur se posvečate? Jaz bom rekla, da se v glavnem posvečam, pa ni to samo moja kariera, kompletnem svojemu dojemanju življenja in spremembam, ki mi jih življenje daje vsakodnevno, da jih sprejemam kot del svojega življenja in se učim. Trenutno sem, moram reči, res v fazi učenja. Ampak ne glasbenega učenja, to je samo posledično zraven, ampak enega tako generalnega učenja. Dobivam res lekcije in izkušnje na vsakem koraku in moram reči, da mi dostikrat ni prijetno. Najbrž smo vsi šli kdaj čez to obdobje, no to je zdaj zame to obdobje. Eni bodo mogoče že razumeli, kaj mislim, eni mogoče še ne od gledalcev. Ampak se trudim to obdobje sprejemati kot nekaj zelo naravnega in pozitivnega in ravno iz tega načrti, ki pač sledijo, so mogoče malo drugačni, kot so bili 10 let nazaj ali pa še celo 5 let nazaj, zaradi tega nad slabši. Ampak še zmeraj je v mojem prvem načrtu glasba, da bi imela čim več svobode v svojem ustvarjanju, mogoče še majčkeno več tudi v tujini. Pač Slovenija trenutno je res malo mačehovska do nas umetnikov, vse ne da se pritožujem. Vemo, da pač zdaj trenutno ne glih najbolj rožnato, ampak pač se moraš znajti, ampak vseeno. Moraš razmišljati majčkeno za naprej, tako da jaz bi si vseeno želela še več potovati, kakor že, še več nastopati in to moja tista res želja je imeti ekipo ljudmi, s katerimi sem na odru, s katerimi lahko ustvarjaš dlje časa. Več let, mogoče imeti kakšen tak mal večji ansambl. Jaz sem dostikrat sama na odru oziroma imam več različnih kombinacij, kar je seveda krasno, ne? Ampak bi pa res rada imela enkrat tudi en ansambl malo večji, da bi imeli mogoče tudi kakšno turnejico v tem smislu, za daljše obdobje. Klasični Rolling Stones, ne, hecam se. In seveda ostajava še vedno pri klasiki, predvsem pri klasiki. Je klasika vaša ljubezen ali dejansko tudi recimo včasih igrate tudi kakšne bolj moderne šlagerje ali kaj podobnega? Tudi to se je že zgodilo, seveda, to so kakšne specifične želje, mogoče specifičnih naročnikov, bom rekla, ampak to je samo mogoče skladba do skladbe. Drugače to te šlagerji v narekovajih, se jih je tudi v klasičnem svetu toliko, ne, da se zmer pol poslušam teh šlagerjev, kakršnih drugih težko, ki jih dejansko res ne čutim in pač tiskar res ne moram, tudi ne moram igrati. Igram stvari, s katerimi se lahko poistovetim na katerikoli način že, ker tiste potem tudi lahko prezentiram avtentično, ker drugače ne moram igrati nekaj, kar mi sploh ni lastno. Sem pa, hvala Bogu, lahko temu rečeš, malo več osebnostna, tako da se lahko v več
situacij infiltriram in začutim različne skladbe tudi. Tako da klasika je zagotovo moja velika ljubezen, največja ljubezen. Tudi tukaj z njo sem rasla gor, z njo sem se razvijala. Ampak absolutno, da spet omenim svobodo, kot so jo prej omenjene, potrebujem tudi v klasiki ta občutek svobode, ki je pa v neki striktni klasiki, za moje pojme, je ta okvir svobode zelo omejen. In ker to omejuje tudi mene, sem se pač podala na eno svojo pot, na kateri se počutim bolj, zato tudi posegam malo tam, kakšne elemente iz tega stila vklopim v klasično glasbo, kakšne elemente iz klasične glasbe vklopim v kakšno drugo glasbo. V grobem smislu je to vse klasična glasba, samo iz različnih obdobij, mogoče iz različnih žanrov, ampak jaz še zmeraj sem klasična glasbenica in jo dojemam in predstavljam skozi klasično glasbo. Če se strinjate, zdaj le predlagam posnetek. Ok, poglejmo, no.
No, in zdaj vam bom zastavila še eno vprašanje, ki vam je morda ravno tako dalo misliti. Namreč saj gostje mi pravijo, da daje misliti. Kdo ste Anja Bukovec? V bistvu sem imela 1001 odgovor na to vprašanje. Za čuda, tukaj sem pa imela jih 1001, ampak v bistvu sem na koncu res ugotovila, da jaz mislim, da sem ena mrvica v vesolju. To sem in kaj drugega, tudi ne mogoče reinkarnacija kakšnega snežnega leoparda. Zakaj pa snežnega? Ja, ne vem, ti so tako lepi, tudi tako me fascinirajo. Jaz upam, da sem reinkarnacija kakšne velike divje mačke, to bi bila zelo počaščena. No. Ja, na vse zadnje ta ljubezen do mačk ostaja, ne? Tako kot smo na začetku ugotavljali. Glejte, še nekaj me zanima. Veliko ste govorili o svobodi, po drugi strani pa ste na nek način zelo mladi pravzaprav bili prisiljeni živeti svobodno. Rekli ste mi, da od 15. leta naprej ste živeli sami. Tako da, recimo, mi boste povedali malo več o tem svojem otroštvu. Po drugi strani pa, recimo, gledajte, če pomislim, pa se mi zdi 15 let in biti sam, pravzaprav neka morda preuranjena svoboda. Ali pa vam je to dejansko tudi takrat že ustrezalo? Jaz bom rekla, v vsakem primeru je bilo to veliko hujše za moje starše kot pa za mene. Jaz sem se zelo dobro znajdla in tudi zelo hitro aklimatizirala. Takrat sem pač šla v Nemčijo. Ampak zdaj, ko se spomnim za nazaj, je prav neverjetno, kakšen občutek za neko disciplino sem že takrat imela v sebi, ker ni bilo to tako, da sem šla zdaj sama v svet, pa ne bom zdaj kar naenkrat več vedela, kaj je pomembno, kaj ni pomembno in bom tam zgubljena tavala po
In uživala svobodo. Ja, to, ja. Kaj, takrat sem bila, v bistvu sem bila res zelo mlada in zelo nedolžna, tako in drugače. In sem imela neomejeno zaupanje v svet in v ljudi. In vedela sem, s kakšnim ciljem sem tam in sem se temu cilju tudi posvetila. In sem resnično pač prve 2-3 leta sploh se ne spomnila drugega kot to, da sem študirala. Hodila na predavanja, na ure, vadila. Res, vem, da so bile tam še celo, v Kölnu sem bila. Vsako leto so bile poplave v tem jesenskem, točno v tem času, tako pozna jesen, zgodnja zima. In ker sem jaz zmeri tako zgodaj in tako pozno zgodaj hodila v šolo in tako pozno odhajala iz šole, ker smo bili pač tam cel dan, je bila zmeri tema in jaz tih poplav nisem videla in so vsi govorili o Hochwasser, sem pa kakšno Hochwasser, jaz nič ne vidim. To samo zaradi tega, ker sem prišla ob 7 zjutraj na šolo, ker je bila tema in ker sem ob 10 odšla, ker je bila tema in tega nisem videla. In to cele sezone. In potem enkrat sem se zavedla, da je pa res, zdaj pa res mogoče malo preveč, se pa res vsaj opazuj svet okoli sebe, ne? Takrat res sem bila zelo skoncentrirana na en svoj cilj, ker je seveda bilo za tisti čas čisto v redu. Potem pa kasneje, ko sem pa prišla majčkeno že bolj iz teh rosno-dekliških let v že malo bolj pozna dekliška leta, bom rekla 18-19, takrat sem pa seveda začela opažati tudi še kakšne druge stvari. Ampak recimo, poglejte, to je zanimivo, ne? Študirali ste praktično v Pragi, na Dunaju, v Kölnu, po svoje igrali od 6. leta naprej. Saj ste vendarle že neka velika svetovljanka, kljub recimo vaši mladosti. Jaz se v bistvu mogoče po duši se zagotovo tako počutim, ampak ne, da bi pa zdaj se tako determinirala. Vsekakor če sem na enem mestu predolgo časa, se mi začne resnično malo mešati. Ratam nemirna, nervozna, neprijazna. Takrat nisem. Še to? Ja, ratam prav res nezadovoljna, bom rekla. Tako da kot to gibanje in da se lahko premikam tudi, če sem že pač nekje stacionirana, če imam nekje svoj dom, se moram imeti možnost premikati, zaradi tega sem pač tudi hvaležna temu poklicu na ta način, da mi daje možnost tega premikanja, da lahko potujem, da lahko pač vzamem s sabo svoj kufrček, se usedem na vlak ali pa kamorkoli in grem in imam koncert ali pa nastop ali pa obiščem prijatelje tam pa tam, ki imam zdaj srečo, da jih pač poznam na večjih koncih. Tako da jaz močno upam, ker veliko sveta pa še nisem videla, tako da močno upam, da bom imela možnost videti, če stvari, ki jih še nisem doživela, videla, ker me to res blazno zanima. Tudi popolnoma drugačen človek postanem, ko enkrat prestopim mejo domače dežele. Res, kar naenkrat je vse lažje. Vem, da, naprimer, ker je zelo zanimivo, veliko ljudi, ko se odstrani iz domače dežele po nekaj časa, jih to moti, da so tujci nekje ali pa imajo radi to pripadnost, da so doma. Mene pa ravno to osvobaja. Mene pa ravno ta pripadnost pa to zapečarstvo najbolj omejuje. To se pravi, nekako ne poganjate korenin? Ne poganjam korenin, ne, nikjer. Glejte, še nekaj zanimivo, ne? Recimo, rekli ste mi, da je mama kemijski tehnik, oče ekonomist, imate tudi mlajšega brata. Zdaj, če greva malo pravzaprav v vašo tisto primarno družino, pravzaprav nihče glasbenik. Zelo velikokrat slišimo ali pa beremo o kakšnih vrhunskih glasbenikih, ne vem, mati je bila pevka, oče dirigent, sin violinist ali kaj podobnega, zelo velikokrat. Pri vas je pa pravzaprav kako? Ste kar padli z lune v to vašo družino? Ja, dobesedno. Ja, res. Zelo mi je bil všeč ta stavek. Saj pravim, moji starši so bili samo so pa znali razumeti, da so dosti zgodaj opazili pač, da imam rada glasbo in so me vpisali v glasbeno šolo in to je bilo to. Želeli so mi pač omogočiti, da razvijam tisto, kar mi je, ker sem pač jaz nisem takrat vedela, kaj je violina, da vam čisto iskreno povem. Jaz sem imitirala angleščino na domači škarpi s palcev v roki. To je bilo to. To so bili moji glasbeni začetki, ne. In potem, ko so videli, da očitno me vleče tja, so me vpisali v glasbeno šolo. Tako da
so me na tej moji poti tudi zmeraj zelo podpirali in sem tudi njim lahko hvaležna, da sem prišla čez študij, da so me poslali, da so me... Da vse zadnji študij v tujini vendarle stane, ne? Ste dobivali kakšno štipendijo? Ne, nisem. Se pravi, vse so vam omogočili starši? Starši so me štipendirali. Tako kot in so vem, da so veliko tudi sebi od ust vzeli za to, da so lahko meni pomagali, tako da sem jim zelo hvaležna. Kaj pa tisto tretje vprašanje, ki nama še ostaja odprto kot rdeča nit predaha v gibanju, tako kot se pač ta najin pogovor imenuje, in zdaj le ne igrate, ste predahnili. Povejte mi, tako razmišljam. Ja? Povejte mi, katero izkušnjo bi izpostavili, zaradi katere ste ali postali bolj modri, ali pa vam je življenje obrnilo v drugo smer? Jih je bilo več. Ampak bom pač izpostavila tisto prvo in to je bilo vsekakor pač selitev v tujino. Jaz mislim, da me je ta po večini izoblikovala v to, kar sem v končni fazi potem tudi. To, kar sem zdaj. Sicer je bilo to zgodaj, ampak me je izoblikovala. Zgodaj, kdaj? Pri 15, kot ste omenili. Aha, takrat, takrat, ja. V bistvu, pri 13 smo šli vsi, ampak jaz sem takrat potem šla sama in naprej pri 15. Tako da mislim, da sem takrat nekako v bistvu resnično začutila nekaj, ker mogoče, če bi ostala v domačem okolju in dihala samo domač zrak, ne bi o sebi nikoli doumela, se naučila, izrazila in pustila, da pač pride na plan. In zato sem zelo hvaležna. Poglejte, tale oddaja bo na sporedu ves december. Vsak petek se bo ponavljala. Pa me nekaj zanima, namreč izvedela sem, da imate novoletni koncert v hotelu Union 20. decembra ob 20. Kako fino, 20. ob 20. Se reka 12 minut čez 20, to moramo začeti, da bo še 2012, ne, in popolno. In vi boste nastopali kot solistka, zraven bo tudi ansambl 6 klarinetov, pa pantomimik Andres Valdez. Pravzaprav je to v vašem stilu, recimo nek tak koncert, kot bo ta. Absolutno. Pa mogoče, če v njem poveste še kaj več, no vse zadnje je to tudi povabilo lahko za ljudi. Z največjim veseljem. V bistvu, absolutno, to je ena stvar, mislim, te tradicionalni novoletni koncerti so načeloma sestavljeni na ta način, da se za vsako leto spomnim nekaj malo drugačnega in da povabim malo drugačne goste in da poskušamo predstaviti nekaj majčkeno novega. Zdaj, seveda je to še zmeraj klasična glasba, z raznimi, se pa potujemo. Letos bomo malo potovali po svetu, predstavili bomo tudi eno kubansko stvar, pa malo klecmer židovske glasbe, se pravi, tudi klarineti so čudovita stvar za eno tako glasbo. In to 6 klarinetov, ne? Ja, res, fantastična zvočna slika, res. Bo pa še malo plemeniteno, bomo imeli še 2 violini zraven, kontrabas in klavir, se pravi, bo prav majhen ansambelček. In bomo predstavljali klasično glasbo, majčkeno drugačni preobleki. Od španskega temperamenta, Francije, Kubo, kot sem omenila, Čajkovski, Rusijo, se prav potovali bomo malo po državicah in predstavljali njihovo dušo. Ker ima pa vsaka država prav dejansko svojo, vsaka skladba ima svojo dušo tiste dežele, se prav čuti in sliši. To zagotovo vse te skladbe, ki so se obdržale. Namreč kaj se obdrži? Obdrži se umetnost. Vse ostalo pa počasi odpada, ne? Zdaj bi samo rada še omenila, gospoda Valdesa. Jaz gospoda osebno sicer nisem poznala prej. Ampak je že precej star. Seveda, poznala sem seveda njegovo delo, ampak njega osebno, ne. In dejansko mislim, da to je bilo letos na morju, sedim tam, ležim na plaži, vse te vroče mi je bilo in kar nekaj, pa jaz bi nekaj tako drugačnega, ta vokalna glasba je tako...
lepo prosim, ljubim vokalno glasbo, imela sem čudovite vokalne goste na svojih koncertih, ampak je zelo, zelo, zelo popularna v tem obdobju in jaz sem res zaželela nekaj majčkeno drugačnega. In kar naenkrat se mi je utrnila ideja, mogoče pa pantomima. Se pravi, gibalna kulisa vašemu igranju. Tako. Zanimivo. Ja, tako. V bistvu bo gospod Valdes imel tudi svoje točke, mestne nekaj bo seveda tudi na glasbo, bo določene povezave seveda tudi s skladbami. Mislim, da bo zagotovo zelo, zelo, zelo lepo za pogledati. Seveda je pa to tudi za mene prvič zdaj nekaj takega. Ponovadi so taki koncerti tudi dosti premierni. Se pravi, to naše sodelovanje bo zdaj prvič, tako da jaz se ga zelo veselim in sem prepričana, da se bomo imeli super. Poglejte, imate status svobodnega umetnika. Pravzaprav najbrž preživetje v teh časih, malo ste že omenili, če ne bi gostovali tudi v tujini, bi dejansko bilo verjetno težko. Ja. Pač, kaj naj rečem, mogoče bi bilo velikokrat lažje se zaposliti, ne vem, v glasbeni šoli ali pa igrati v nekem orkestru. Tako, ja, mislim, seveda je krasno, vsaj v orkestru vsaj igraš, ne? Imaš možnost, da imaš različne repertoar. Da se razvijaš, ne? Ja, da se razvijaš, gostuješ po svetu, sodeluješ s fantastičnimi dirigenti in gostujočimi glasbeniki. Ampak pač sprejela sem to kar mi je dolgo časa v mojem življenju povzročilo preglavice in sicer to, da sem pač majčken individualist. In to po eni strani me rešuje, zato ker sama s tem lažje živim, po drugi strani mi pa otežuje življenje, Sigurno, ker individualisti so pač, kako ne rečem, grejo neko na tržišču. Ja, grejo neko svojo špuro, zdaj pa pač ne, enim je všeč, drugim ni všeč, če se s tem obremenjuješ preveč brez veze, da si na tej poti. Tako da, kaj ne rečem, to pot sem si izbrala zaradi tega, ker na njej uživam in zaradi tega, ker kot glasbenik na njej lahko obstanem. In moja duša je tukaj, kako ne rečem, ne glede na to, kaj se dogaja, še zmeraj sem srečna o tem, kar počnem. Ali sami skrbite za svojo promocijo? Na vse zadnje danes je tudi to potrebno, pa ne nazadnje organizacija takih in drugačnih koncertov. Pravzaprav to zahteva kar celo logistiko, morda enega celega človeka. Ga imate? Jaz imam, hvala Bogu, svojega zastopnika in agencijo, ki skrbi za mene, da se mi s temi stvarmi ni treba ukvarjati. Sem vedela, na začetku sem se morala, ampak to je tako izčrpljujoče, prav življenjsko energijo ti iz ledvic ven potegne. Res, tako da hvala Bogu, zdaj za to skrbijo drugi in se mi s tem ni treba ubadati. Moja edina naloga je, da sem pač poskrbim, da sestavim umetniški del svojega nastopa, koncerta, česarkoli že, da poskrbim, da vse dobro zveni, da navežbamo in da pač imam to kreativno delo čez. Vse ostalo pa hvala Bogu, da ni treba res. Še čisto zadnje vprašanje. Kako radi imate svojo violino? Ja, najrajši na svetu. Jo kdaj nesete seboj spat, tako kot otroci nosimo ti časi nosili punčke? Ja, to so bili pač, ko smo bili, ko se pravi, ko sem večkrat bila romantična še. Ne, tako bom rekla, zdaj sem postavila svoje telo, ki je najbolj pomembno za to, da moja violina funkcionira na isti pedestal kot violino. Prej je bilo tako, da je bila violina tukaj gor, pa ti malo niže, zdaj pa to tako, ker vem, da brez tega tudi tega ni. Tako da sem se zdaj pač skoncentrirala na to, da tudi moram priznati, zdaj tudi malo raziskujem, iščem nov instrument, zdaj le ravno kar čakam, bom dobila novega od goslarja Daniela Muska iz Škofje Loke, bom dobila nov instrument na razpolago. Tako da tudi prilagajam v bistvu zdaj instrument sebi. Prej sem se prilagajala instrumentu, zdaj pa prilagajam instrument sebi, ker se mi zdi v končni fazi najbolj pomembna stvar in mislim, da do tega prideš, ko si pač že določene stvari dal čez in ko si že dozorel do določene stopnje, da razumeš, da za eno dobro in kvalitetno in ustvarjanje in da pri tem tudi uživaš in da lahko dejansko publiki nekaj lepega daš, da se moraš ti na odru dobro počutiti. Tako fizično kot psihično. In za fizično dobro počutje moraš imeti tudi
tukaj udobje. Skratka, stremim k udobju na odru in tudi v življenju. Draga Anja Bukovec, veliko uspehov vam želim, veliko lepih koncertov, ki nas bodo osrečevali, nam pravzaprav prinašali umetnost v naše življenje, ki jo danes še kako potrebujemo. Namreč trši, ko so časi, več potrebujemo hrane za dušo. Ja, čeprav ljudje včasih razmišljajo obratno, da manj kot je vsega, več bi rabili, da bi bili srečni, pa mislim, da je tu dejansko ravno obratno. In hvala Bogu, da vas je še veliko takih, ki svoje življenje posvečate umetnosti. Najlepša hvala res za povabilo, mi je bilo res užitek, tako da jaz upam, da bom vas lahko še mnogo let razveseljevala s kakšnimi novimi dobrimi idejami, tako da jaz sem tukaj, prosim, do your work. Vzemite. Hvala lepa. Hvala lepa. Nasvidenje.